Evo, mi smo nazaj v našem volilnem studiu, v volilni kavarni na Miklošičevi ulici v centru Ljubljane. Smo lepo vabljeni, sploh če imate kakšen avtobus za ujet, pa vlak, blizu železniške postaje smo, pridite, veseli vas bomo. Tukaj pa niso samo poslanci in funkcionarji, vodstvo stranke, pa naši kandidati za poslance, ampak tudi robot Viktor, tudi on vas pogreša, pridite kaj mimo. Zdaj pa, da ne dolgo vezimo, z nami je v bistvu kandidat za poslanca, pa bivši poslanec Andrej Černigoj. Pozdravljen. En lep pozdrav. Andrej, ti si prišel iz Ilirske Bistrice. Koliko časa je trajala pot do Ljubljane? Ja, jaz sem prišel čisto natančno iz Smrji kot smrski zet in pot je trajala približno 1:20. Dobro, zdaj pa greva malo na tvojo politično pot, ki je izjemno zanimiva, fascinantna, impresivna. Si zelo aktiven, govoriva takrat, ko si funkcionar, pa tudi takrat, ko nisi, a ne? Narediš vse, da rataš funkcionar, a ne? Se lahko strinjaš z mano? Bom tako rekel, jaz sem med ljudmi in delam za ljudmi, za ljudi in to oni to cenijo in potem tudi nadgradijo. Za tiste, ki ga še niste prepoznali, bil je v prejšnjem sklicu poslanec Državnega zbora v Novi Sloveniji, zdaj pa spet kandidira in upa, da mu bo uspelo potem 22. marca ob 7. zvečer, 8. ko bomo videli rezultate. Povej mi, Andrej, v čem se recimo kampanja od prejšnje, ko si seveda, kdaj si kandidiral na zadnje, rečeva 2018, pa recimo zdaj, pa 2026, kako se kampanje v Ilirski Bistrici razlikujejo glede na čas, ki se razvija, glede na metode, ki jih imamo danes in takrat. Predvsem me zanima koncept volilnega štaba in pa kje vse si v Ilirski Bistrici in kako se razlikuje med prejšnjo volilno kampanjo in pa zdaj ta teren. Jaz moram reči, da v Ilirski Bistrici imam zelo dobro ekipo, ki mi pomaga, mi suportira in ta ekipa se nadgrajuje že od 2018 naprej in moram reči, da tukaj smo naredili nov preskok. Lahko pa govorim o občutkih, o energiji med ljudmi, ki je dvakrat boljša kot 2018. In tukaj moram reči, da jaz grem od srca do srca, od vrat do vrat in jaz moram reči, da ni ga človeka, ki me ne bi sprejel s toplim nasmeškom na obrazu, ki se zaveda, da sem 4 leta bil kot podžupan aktiven, ki se zaveda, da sem edini tako imenovani politik, človek, smrski zet, prisoten ne samo zadnji mesec, ampak vse 4 leta prej. In to moram reči, da mi to dobro lastnost mi tudi politični nasprotniki zavidajo in se zavedajo, da niso tako aktivni na terenu, kot sem bil sam. Povej mi, kakšne taktike, recimo kako nagovarjaš ljudi? Zdaj eno si rekel door-to-door kampanja. Tako. Imaš potem kakšno stojnico? Stojnice so bile in bodo na tako imenovanem SEMN-u v Ilirski Bistrici, ki pride 1. in 16. v mesecu. Potem delamo razne dogodke. Tukaj bom mogoče povabil tudi v sodelovanju z drugimi društvi, povabil na Martina Goloba 12. marca, ki bo v Ilirski Bistrici. Pred kratkim smo gostili predsednika stranke, ki je nekako uvedel mojo kandidaturo in smo zelo aktivni tudi tekom let. Imeli smo tudi v naši sredini v Ilirski Bistrici Boruta Pahorja, tako da res smo aktivni. Ljudje me lahko vidijo iz vsake vasi, na vsakem na cesti iz plakatov. V bistvu smo začeli že prejšnji mandat tudi z TikTokom, ki je zelo aktiven. Jaz moram reči, da zdaj objave približno okoli 3000 ogledov, kar je za Ilirsko Bistrico ogromno, in nagovarjam tudi preko ostalih socialnih omrežij. Jaz moram reči, da so te objave zelo pozitivno sprejete, predvsem pa sem zelo aktiven tudi na občinskem svetu, kjer sem tudi kot podžupan zmeraj prisoten. In moram reči, da Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Ilirska Bistrica podaja največ pobud, vprašanj, predvsem pa tudi pozitivnih in dobrih predlogov. Kar se tiče aktivne kampanje na terenu, zdaj v Novi Sloveniji imamo tudi promocijski material. Eden izmed teh promocijskih materialov so v bistvu žetončki za tele vozičke v večjih nakupovalnih centrih in tako. A se poslužuješ te tehnike? Greš pred kakšen supermarket, pa tam stojiš, pa deliš ljudem, ali še nisi te taktike ubral? Te taktike nisem ubral, ampak jo bom. Dajem pa žetončke doma ljudem od hiše do hiše.
Tako in moram reči, in na stojnicah. In moram reči, da te žetončki so v bistvu zlati žetončki. Ljudem, ko so najbolj v stiski, ko ne najdejo kovančka, pride še kako prav. Tako. Zdaj pa greva še malo na tvoje funkcije. Trenutno si podžupan v Ilirski Bistrici. Daj mi povej tekom zgodovine, koliko mandatov si že podžupan? Prvi mandat sem podžupan, prej sem bil samo občinski svetnik in poslanec. Še prej sem deloval pa kot skoraj 10 let kot asistent evropskega poslanca Lojzeta Peterleta v Bruslju in v Sloveniji. Aktiven sem pa tudi v gospodarstvu, sem samostojni podjetnik, pa še prej sem bil aktiven v študentskem klubu, študentski klub Ajdovščina, klub študentov Ajdovščina, Kašov in študentske organizacije Slovenije. Kot podžupan v Ilirski Bistrici je kakšna iniciativa, za katero si se ti zavzel in lahko rečeš, to je pa moj projekt, ki je ratal? Ja, kar nekaj jih je. Lejte, jaz sem prisluhnil tako v celotni populaciji in se moram tukaj zahvaliti prejšnjemu ministru Jerneju Vrtovcu, ki nam je prisluhnil in v bistvu asfaltiral 10 km poti, mi rečemo Brkinska cesta. Ogromno smo tudi naredili na prenovi cestne infrastrukture, ampak ene stvari, ki mi pa recimo res ležijo na srcu, je ponovno smo vzpostavili glavno vožnjo, se pravi delanje vozniškega izpita v Ilirski Bistrici. To, kar so drugi govorili, da ni mogoče, da se lahko dela samo v Postojni in v Sežani, smo skupaj z Jernejem vrnili nazaj v Ilirsko Bistrico in mladi te pomembne pridobitve se še kako zavedajo. To je ena zadeva in druga zadeva, imamo iz Ilirske Bistrice v nedeljo zvečer, imamo direkten študentski vlak, ki pelje mlade v prestolnico študirati in je hiter, v 1 uri in dobrih 20 minut prideš iz Ilirske Bistrice v Ljubljano, ustavi se samo v pivki in to je nekaj fantastičnega. Jaz moram reči, da tevi vlaki so polni. Mi bi lahko rekli, da v Ilirski Bistrici si res v bistvu najbolj prepoznaven obraz Nove Slovenije. Kako pa stranka tam stoji? Kakšna je podpora ljudi, nasplošno prebivalcev Ilirske za Novo Slovenijo? Kakšno je mnenje o naši stranki? Imaš kakšne odzive s terena v tem pogledu? Jaz moram reči, da odzivi so zelo pozitivni in odzivi so zmeraj večji. Moramo se zavedati, da 8 let nazaj stranka Nova Slovenija v Ilirski Bistrici ni imela niti enega svetnika. Danes smo na 3 svetnikih podžupanu in prepoznavno smo dvigali iz 1% na dobrih 10 oziroma 15%. Tako da jaz mislim, da ta prepoznavnost raste, predvsem zaradi srčnih ljudi, ki stranko tudi tam zastopamo. Ni samo Andrej Černigoj, ampak je Teja Iskra, je Domen Vodopivec in kopica mladih in starejših poleg nas 3 v Ilirski Bistrici, ki dihamo z Ilirsko Bistrico, ki dihamo z metropolo Primorske. To skoraj vsakega vprašam, ampak me res zanima, kje si našel Novo Slovenijo? Zakaj Nova Slovenija? Takrat, ko si se pridružil, kaj te je navdušilo? Zakaj si videl v tej stranki potencial? Jaz bom zelo odkrit. Jaz, ko sem bil aktiven v študentskih organizacijah, sem mogel biti apolitičen. In ko sem najdel prvo službo, v kateri sem iskal dodatne izzive, sem pogledal, kje bi jaz se videl rad čez 5-10 let. In takrat sem poslal prošnjo gospodu Lojzetu Peterletu. In ta prošnja je ratala pozitivna zaradi tega, ker se en fant pred mano odpovedal mestu. Je prišel nekaj vmes in je rekel, žal ne morem. Kjerem mestu? Stažiranju v Bruslju. In je gospod Peterle rekel, Andrej, a bi ti prišel? In sem rekel, z veseljem poskusam. In takrat, ko sem deloval z gospodom Peterletom skoraj 10 let, sem do potanko si spoznal vrednote, cilje, energijo Nove Slovenije in še ne pregovarjam gospoda Peterleta je rekel, Andrej, ti moraš kandidirati in kje boš kandidiral, če ne pri nas? In jaz sem se z njim popolnoma strinjal, takoj že tiskrat, ko sem potom njegovega dela včlanil v stranko in odkrat sem aktiven član te stranke, v bistvu s temi vrednotami diham, živim
in nekako osvajam okolico Ilirske Bistrice. Torej, ti bi lahko rekel, da je Lojze Peterle tvoj politični oče, boter. Natanko tako. In v bistvu ti se zdaj s to stranko razvijaš in si zelo zadovoljen tukaj, ne? Razvijam in poskušam vrniti to, kar mi je stranka dala, v bistvu nek push-up, nek odriv, bi lahko rekli, ne? In jaz zdaj poskušam ta odriv deliti z drugimi, tudi znanje. Sami veste, da ogromno delam z mladimi, prav ta vikend peljem mlade iz okolice Ilirske Bistrice v Bruselj, kjer bom pokazal v bistvu nekako znanje, ki sem ga tam pridobil, bom delil z njimi in pokazal v bistvu, kako se dogaja za zaveso, a ne. Obiskali bomo Barlemont, stavbo v bistvu predsednice Evropske komisije, evropskega poslanca Mateja Tonina, prevajalce v Luksemburgu, Štrasburg, obiskali bomo tudi cepič najstarejše vinske trte v Štrasburgu, ker ga s gospodom Peterletom tudi posadila, tako da v bistvu imeli se bomo lepo, predvsem pa me to veseli, da vidijo mladi, da Bruselj, Evropska unija, ni to nekaj daleč, da je tu v bistvu del nas in da mi, Slovenci, enakovredno kot Nemci in Francozi upravljamo z Evropsko unijo. Andrej, mi smo veseli, da te imamo, da si tak ambasador navdušenja za Novo Slovenijo, tako da to je res nekaj pohvalnega in hvala Bogu, da te imamo, to bi rekel tudi Lojze, a ne? Ja, evo. Za konec mi povej, a imaš še kakšen skriti talent, ki ga ne poznamo, ga še nisi pokazal? Vsi veste, da tečem, da se kopam v sosednjem potoku v vseh vremenskih časih, tudi novembra, decembra. Zakaj? Kaj je logika zadaj? Ker je dobro za telo, predvsem pa stres. To je ena zadeva. Tretja zadeva, da rad delam z mladimi, to tudi že veste, a ne? Ampak mogoče kar nekaj ljudi ne ve, da moja družina prihaja iz vinogradniške družine, se ukvarjamo z vinom doma, tako da rad pokušam dobro kapljico, še rad pa tati pomagam pri pridelavi dobre kapljice. Andrej, hvala lepa, bilo je amazing, bi rekel, v modernem času, a ne? Zdaj pa vsakmu samo še rečem, kam gre naša skupna lista? V parlament, po dober rezultat, najboljši rezultat z akcijo, da bomo zmagali te volitve.